Že tukaj Valentin. Govoril bom o vrstniškem nasilju v šolah. Tudi jaz imam izkušnjo vrstniškega nasilja. Že v osnovni šoli je bilo precej nekega pretepanja med odmori. Potem pa v srednji šoli je bilo nekaj sošolcev, ki so precej nagajali in motili pouk. In to je bil tudi razlog, eden izmed razlogov, da sem tudi ponavljal en letnik v srednji šoli. Na srečo sem potem prišel v nov razred z veliko bolj mirnimi in prijaznimi sošolci. Ampak kljub temu so vsi ti dogodki pustili na mene določen globok pečat, določeno travmo, ker nikakor nisem mogel razumeti, zakaj se nekatere osebe, sošolci, tako nasilno vedejo. Takrat sem imel enostavno občutek jeze, zamere, nemoči, obupa. Šele pri starosti, tam okoli 26 let, ko sem šel skozi še eno močno življenjsko travmo, in sicer prenehanje veze z mojo prvo punco, za katero sva 3 leta skupaj živela. Takrat sem se odločil intenzivno poglobiti v razne psihološke knjige, da bi raziskal, kaj se za Boga ljudem plete po glavi. Zakaj ne moremo lepo v miru živeti, se spoštovati, podpirati, sodelovati. In sedaj že 15 let raziskujem te zadeve in grem vse bolj v globino spoznavanja dinamike, izgradnje miselnih in vedenjskih vzorcev pri ljudeh in tudi vse izjemno fantastične vplive, ki so se dogajali tudi iz duhovnega sveta, v povezavi z sistemom reinkarnacije. Skratka, če se pogleda življenje celostno, potem se razumejo vsi medsebojni dejavniki in je možno tudi narediti neke praktične rešitve. Enostavno problem v naši družbi je to, da ljudje ne gledamo na življenje celostno, ampak poskušamo nekako realnost razsekati na več obvladljivih manjših delčkov in potem je vsak človek strokovnjak na nekem področju. Malo je pa tistih, ki so zmožni videti celoto in sovplivanje teh sestavnih delčkov celote drug na drugega. No, glede samega vrstniškega nasilja je tako, da je zdaj tukaj vprašanje odgovornosti in kako stvari urediti. V šolah so učitelji omejeni glede tega, kako lahko vzgajajo otroke. Prvič so omejeni z svojim lastnim razumevanjem samega sebe in svoje lastne psihe. Potem so omejeni z raznimi zakoni, predpisi. Potem smo vsi omejeni z svojim časom, z vsakodnevnimi obveznostmi, ker nas trenutni denarni globalni sistem terja, sili v to, da stalno nekaj počnemo, da zaslužimo dovolj denarja za lastno preživetje. Skratka, zaradi te borbe za preživetjem ima le redko kdo čas, da se poglobi v delovanje celotnega sveta. Starši tudi, večina staršev, ko se odloči imeti otroka, se ne usposobi strokovno niti za starševstvo, ne razume se te razvojne psihologije, kako se vzorci, miselni in vedenjski vzorci prenašajo iz staršev na otroke.
Skratka, nekako se vrtimo v nekem krogu ponavljanja enih in istih napak, škodljivih miselnih in vedenjskih vzorcev. Smo med seboj notranje razdvojeni, čustveno reagiramo, nismo zmožni se zdravorazumsko mirno pogovarjati in ustvarjati neke harmonične razmere na tem svetu. Kako zdaj to zaustaviti, kako začeti izboljševati stvari? Sistem, šolski sistem, družbeni sistem bo pač se moral spremeniti skozi daljše obdobje, ker je to kompleksna struktura, ampak bistveno je, da vsak posameznik začne delati na sebi. To pomeni spoznavati lastno psiho, ozaveščati svoje lastne miselne in vedenjske vzorce, ozaveščati čustvene reakcije, kajti vsaka čustvena reakcija je indikator, je pokazatelj notranjega konflikta. Vsako čustvo je sebično, je posledica konflikta, trenja med realnostjo in med našimi nerealnimi prepričanji, ki smo jih sprejeli. Zato je potrebno naprej, da vsak od nas ozavešča te nerealne miselne vzorce, ta prepričanja, ideale, ki smo jih sprejeli, ki nam povzročajo čustveno reakcijo, da postanemo čustveno stabilni. Kajti čustva so energija, ki nas zaslepijo, ki nam zameglijo da nismo zmožni zdravorazumsko tresno nekaj videti in razumeti in potem projiciramo to odgovornost za naša čustva navzven. In potem recimo glede vrstniškega nasilja, otroci projicirajo svoje lastne vzorce na vrstnike, starši projicirajo svoje lastne vzorce na svoje otroke, učitelji tudi za svojimi obnašanji vzgajajo in prenašajo določene vzorce na otroke. Skratka, ti vzorci se prenašajo iz osebe na osebo, ne glede na to, v kakšni starosti je neka oseba. Zato mora vsak posameznik v naši družbi prevzeti odgovornost za to, kakšne vzorce, miselne in vedenjske vzorce bo sprejel v sebe. In da kategorično zavračamo in da si odpuščamo vzorce, ki niso najboljši za vse. V podporo za to je skupina, raziskovalna in razvojna skupina, ki se imenuje Destiny, kateri sem se priključil pred nekaj leti, razvila odličen, brezplačni spletni tečaj, na katerega se lahko vsak vpiše in dobi živega mentorja, kljub temu, da je tečaj brezplačen, in lepo vsak dan v kratkih lekcijah ozavešča, spoznava, kako deluje kako se sprožajo misli in čustvene vzorci, čustvene reakcije in da vsak postane notranje čustveno stabilen. Kajti, ko bomo vsi posamezniki postali notranje, energetsko, čustveno stabilni in sposobni se zdravorazumsko pogovarjati, potem bomo tudi lahko ustvarjali boljše medsebojne odnose in posledično se bo tudi odpravilo vrstniško nasilje. Toliko zaenkrat glede tega. Prosim, pogledajte si povezave do tega tečaja v opisu tega videoposnetka. Vabljeni ste, da vam še kaj več povem osebno, da me kontaktirate na Facebooku. Moj profil je Valentin Rozman, da me zaprosite za prijateljstvo in potem vam lahko tudi še kaj več informacij dam na to temo. In pa seveda ustanovili smo tudi Inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij v Mariboru.
ki sedaj uvaja novo učno tehnologijo za imenom TechnoTutor, ki deluje preventivno in kurativno glede izgradnje teh miselnih vzorcev, oziroma da se gradi besedni zaklad na ta način, da je usklajen z realnimi definicijami, da se prečisti besedišče, da vsako besedo razumemo tako, kot dejansko je njen pomen. Torej, da odstranjujemo čustvene reakcije, ko slišimo določene besede. Ker sedaj imamo vsi ljudje določene lastne predsodke glede na to, kaj določene besede pomenijo, in potem, ko se pogovarjamo, je tako, kot bi hodil po minskem polju. Nikoli ne veš, kaj boš nekomu rekel, katero besedo boš uporabil, da bo druga oseba čustveno reagirala oziroma eksplodirala. Potrebno se je deminirati, prečistiti besedišče, ga stabilizirati, da potem lahko uporabljamo besede tako, da jih vsi razumemo na enak način in da se lahko zdravo razumsko pogovarjamo in točno razumemo, kaj želi nekdo povedati. Pa ne bo dovolj za danes, bom še v naslednjih posnetkih kaj več povedal. Lepo se majte in nasvidenje!